Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes, lejte, kaj vam imam za pokazati. Tale slika je pri meni že lep čas, ampak res lep čas in nisem še čutila, da bi jo sploh pokazala. In ta sveta družina je nekako zdaj bila tam pri nas na hodniku, da smo se mi štiri, se pravi jaz in moje tri hčerke, prepojile s to energijo in zdaj čutim, danes je pa taka posebna energija, da to delim z vami. Danes, 22. februar 2022, so res posebne energije. In te posebne energije, ker če najprej pogledamo, vibracija, če skupaj seštejemo 22 plus 2 plus 2 plus 22, pride 12, se pravi 12 je, gledajte, 12 mesecev, 12 apostolov, 12, vse nekako to je neka celota. Ampak v osnovi je pa to vibracija števila 3. Število 3 po numerologiji je vibracija družine, povezovanja, resnice. Število 3 je Kristusova energija. In prav zaradi tega sem rekla, da vam pokažem sliko, ker naslov tele slike, ki je za mano, je sveta družina. In ta moški, to je energija Jezusa, se pravi popolne ljubezni, ki objame svojo žensko in ta lahko, zaradi tega, ker je tako silno zalivana z energijo ljubezni, lahko deli ljubezen naprej svojemu otroku. Sliko je naslikala, skreirala Tina Skaza in ta slika je nastala takoj za to sliko, Veličastna jaz. To sliko je naslikala po naročilu za naslovnico knjige Ko imajo duše žur. In potem, zdaj, ko zaključujem naslednjo knjigo, Ko imajo čakre žur, govorim z njo in jo pokličem, sem rekla, Tina, imaš kakšno sliko, ki bi bila lahko naslovnica nove knjige? In ne bo ta slika naslovnica nove knjige, ampak bo v osnovi zaključevala teh mojih 9 čaker, ki jih opisujem v novi knjigi, in bo naslovnica naslednje knjige, ki ne vem, kdaj jo bom spisala, ampak imam popolno idejo, o čem bom pisala, in bom govorila o sveti spolnosti. In ta sveta spolnost pomeni, da je čista kreacija, čista ljubezen, ne? Da ni zraven energija niti pohote, niti zlorabe, niti lastništva. No, in zdaj zakaj danes, na tak poseben dan, ko so res močne energije, govorim o tej zadevi. Par dni nazaj se je obrnila name ena gospa, ki pravi, da ima tako močne hemoroide, da se je povesilo črevesje in maternica in da nič ne pomaga in da nobena žavba ne pomaga, pač nič. In da dvomi tudi, da ji bo operacija pomagala. In v glavnem skozi mene je šla informacija, ti predeluješ energijo zlorabe. Ampak ne zlorabe kot ženska, ampak predeluješ zlorabo iz enega drugega življenja, ko si bila fant in so te zlorabljali, se pravi cerkvena zloraba. Zanimivo, včeraj je bila pa pri meni na svetovanju spet ena gospa, pa razmišlja, pa ne, to zgodbo sem že slišala, to je ista zgodba, spet tako hude hemoroide imam, da je res hudo in nič ne pomaga. Se reka, to ni ista oseba, ampak kako zanimivo. In poglejte, energija spolne zlorabe, takrat, ko te nekdo dalj časa zlorablja, in ni pomembno, ali je to v tem življenju ali je to v nekem drugem življenju, ostaja fizično nekje zapisana. Dejansko ne preko energetskega dela prenese in se potem slej ko prej manifestira kot bolezen, kot neko vnetje, kot težave. In vsi tisti, preverite z mišičnim testom, ki imate hemoroide, preverite z mišičnim testom, če predelujete spolno zlorabo otrok, se pravi, da ste bili vi zlorabljeni kot fantek. In jaz vem, da marsikatera ženska, ki bo tudi moški mogoče, če boste to pregledali z mišičnim testom, boste šokirani.
In ravno tako ženske, ki imate kar naprej vnetja, se veste, tam spodaj, ne? Vnetje nožnice, vnetja, nič ne pomaga, kar naprej ob najmanjšem draženju imaš spet vnetje. Predeluješ iz enega življenja spolno zlorabo ali iz več življenj spolno zlorabo, poseljevanje. In jaz zase vem, ker večkrat sem imela težave z vnetji, vem, da predelujem prav spolno zlorabo, potom, ne vem, sem srečala eno gospo, ki je bila v prejšnjem življenju, v enem od prejšnjih življenj je bila duhovnik in me je spolno zlorabljala in še par takih zlorab imam v svojem zapisu in seveda sem rabila vse te izkušnje, da sem nekako zavestila. No in zdaj zadnji tak poslovni odnos ena gospo, ki sem srečala, prav tako mi je bilo zanimivo, kaj nek predelujem, prav tisto, kar veš, a veste, če ne stečejo energije, lepo nekaj predeluješ. In sem prišla do zaključka, da spet predelujem pač nekaj po teh prvih čakrah, temelji, prva čakra, druga čakra, odnosi. No in dejstvo je, da danes, 22. februar 2022, zdaj bo pa začel ven metati tisto, kar je bilo skrito. Ne vem, kdaj, včeraj, danes sem poslušala Krajona in glavnem, to sporočilo je bilo, da prihaja leto polne lune in razlaga naprej. Da včasih je bilo samo tako, da ljudem je o polni luni pometali ven neka podzavestna prepričanja in potem je bilo normalno, je teklo naprej. Ampak prihaja obdobje, ko enostavno se ne bo poleglo, ko enostavno bo ljudem metal ven vse tisto, kar ima za pometati ven. Se pravi, ta centrifuga se je začela toliko hitro vrteti, da zdaj je pa čas, treba je počistiti. In vem, da mnogi, ki predelujemo te temeljne programe, imamo hud strah pred resnico. Se pravi, strah me je resnica. In če vi zdaj predelujete neke zadeve in ne naveste, kje je vzrok in ne najdete vzroka, dajte preveriti z mišičnim testom, strah me je resnice. In če vas je strah resnice, boste vedno zaštekali. Zdaj vam moram povedati primer. Ena gospa, s katero sva govorila, v glavnem bila na svetovanju, sva prišla do zaključka, da ne zmore narediti korakov naprej, ker je v večjih življenjih bila tako močno trpinčena, zaradi tega, ker je živela svojo resnico. In v enem življenju je bila tako močno mučena strani svete v narekovajih inkvizicije, bila je obsojena in ta inkvizitor je v tem življenju njen mož. Si užurana, da? V glavnem, in ker ni spoštovala nekih zakonov in kako bi mogli biti, so jo obsodili s tem, da so jo skozi nožnico na kol nasadili in potem sežgali. Wow. Glejte, mi si danes ne moremo predstavljati, kaj je pomenilo mučenje v srednjem veku. Ampak si res ne moremo predstavljati. In te zapisi, če nekje globoko veste v sebi, jaz sem čarovnica. Ne vem, a veste, tisto. Vam povem, jaz sem bila tako užaljena, to je že leta nazaj, več kot 20 let nazaj, ko mi je moj mentor rekel, da sem čarovnica. Tako sem bila užaljena, kako lahko to zame reče, pa ja, jaz nisem, nikomu ni slabega ne želim. In zdaj razumem, če nekdo vas označi, da ste čarovnica, se mu zahvalite in reče, hvala, ker si opazil. Čarobna. Čarobnica si, ne čarovnica, čarobnica. In ti čarobnica si čarobna in znaš čarati. A ni to nekaj neverjetnega? Zdaj pomislimo. Srednji vek je pustil strašen pečat na tej ženski energiji. In zdaj vsakem od nas, tako v moškem kot v ženski, se uravnava ženski in moški pol. Vsi moški so bili rojeni iz ženske. Vsi moški imajo zapise žensk, to je dejstvo. In tudi vse ženske imamo zapise moških. Ker dejstvo je, da smo mi, da pride do spočetja, morata biti moški in ženski del prisotna. Ne? Zdaj poglejmo to sveto
inkvizicijo. Se pravi, obsojena, ker si živela svojo resnico. Obsojena, ker si znala nekaj biti čarobna. Ali pa, ne, in se jo označili, ta ga je začarala, čarovnica je, treba jo sežgati in kaznovati. In v tem življenju mogoče ne upate živeti svoje resnice, ker resnica preveč boli. In preverite z mišičnim testom, strah me je resnice. Strah me je resnice, ker resnica preveč boli. Dovolite živeti svojo resnico, ker to je toliko neverjeten. Jaz sem toliko zadovoljna, da sem pri sebi počistila te strahove, živeti svojo resnico in sploh o tem, kar govorim. Glejte, sem imela velike težave s tem, ker doma me ne podpirajo pri tem mojem delovanju, ker vzgojena sem bila krščansko. Se pravi, jaz zdaj tukaj zavajam ljudi, govorim proti cerkvi. Ampak ne, jaz čutim, da govorim samo resnico. Govorim mojo resnico in če vam zavibrira, je to tudi vaša resnica. In če vam še bolj zavibrira in ne naredite, se pa mogoče bojite svoje resnice in vam mogoče preveč seka to v oči. Ampak jaz verjamem, da današnja vibracija števila 3, to je Kristusova zavest. In Kristusova zavest je povezana, jaz sem pot, resnica in življenje. In današnja vibracija števila 3 je točno s tem povezana. Odprla se vam bo nova pot, ko boste pripravljeni slišati in spoznati in videti resnico in dobili boste življenje, življenjsko energijo. Verjemite mi, da ko boste prišli do tega, da živite resnico, vam ne bo več odtekala energija, ampak jo boste samo zgenerirali in vse bo v redu. Glejte, ta generacija, generiranje življenjske energije. Danes zjutraj sem delala meditacijo in sem šla čez še te stvari pregledati zlorabo in imam še jaz karkoli za počistiti. Ja, in sem imela, vam povem kaj, žalostna, da v osnovi privlačim nase same zlorabljevalce, ampak očitno še ni čas, da bi lahko zaživela nek partnerski odnos. In ga ne iščem, da se razumemo, in tudi to ni kanal, kjer bi iskala partnerski odnos. Tako da v glavnem verjamem, da stvari, ko so ta prave, se zgodijo, pridejo, se poklopijo. In veste, vsak ima neko hrepenenje. Mogoče, ker je to povezano spet s temelji. Ta vibracija števila 22.2.2022 je s temelji povezano. Zdaj pa pojmo mehen na temelje. Temelji so povezani tudi s finančnim preživetjem. In tisti, ki imate sen, kako boste enkrat, ko boste zaslužili, mogoče vas pa življenje uči, da ste popolnoma v napačni službi in da hodite delati tlako. In da je mogoče čas, da začnete živeti svoje poslanstvo. Prejšnji dan sem ji sanjala, kako sem se z dvigalom peljala, ne vem, v katero nadstropje, 120, 360, v glavnem, spet so 12, tako zanimivo. In živela sem pa v 3. nadstropju. Poglejte, pa smo spet pri vibraciji 3. Se pravi, da to delo me bo poneslo nekam naprej in tako močno zaupam stvarstvu, da vedno srečam prave ljudi, mi pride prava informacija, da se zgodi ta prava zadeva, da je točno vse prav. Tako močno zaupam stvarstvu, da vem, da vse, tudi materialno, bom podprta za vse tisto, kar delam. Tako močno zaupam stvarstvu. Res zaupam. In ja, namen pa je, da počistim tiste kode, ki me vlečejo nazaj, tiste elastike, ki jih ne rabim več. No, in tisto, kar imamo danes za predelati, zdaj pa gremo naprej, 22. 22. današnji datum je sestavljen iz 3 štiric. 22, 2 plus 2 je 4, 22 je mojstrsko število. 22 je v numerologiji število mojster graditelj, ampak je tudi mojster rušitelj. Prvo mojstrsko število je 11.
In kdor nosi vibracijo 11, je to rušenje starega, postavitev novega. Ampak 22 je pa dejansko potres, ko pride čas, da te zruši vse tisto, kar ni stabilno in te bo postavilo na 4 noge. A nekaj recimo, če gledamo vibracijo 11, dvojka, stojiš na 2 nogah, ampak še zmerom na 2 nogah si lahko majav. Ko si pa na 4 nogah, si stabilen. 4 temelji. In to je današnja aktivacija, današnji portal, dobesedno, je aktivacija štirice, se pravi, stojimo trdno na 2 trdnih, se pravi na 4 trdnih nogah. Jaz se veselim obdobja, ki prihaja, in zdaj bom govorila iz knjige, Ko imajo duše žur. Govorili bomo o kraljici juga in o Mariji Magdaleni. Marija Magdalena je v Svetem pismu označena kot kurba, prostitutka, grešnica, tista, ki je zavajala, tista, ki jo je bilo treba ubiti. In dejansko so potem označili vse grešne ženske, tiste, se pravi, če gledamo zdaj Sveto pismo, ženska, ki je živela spolnosti v Svetem pismu, označena grešnica. Marija, mati Marija, je devica, se pravi, ona je pa edina sveta ženska. In zdaj, če gledamo, devica je lahko sveta in vsaka ženska, ki rodi otroka, ki ga ne spočne od svetega duha, je grešna. In to je bilo tako močno prisotno v tej ženski zavesti in potem še ta srednji vek, da dejansko se je ženski duh zlomil. Zlomil v tem noter, da enostavno je nehala verjeti v to, da je ona vredna, ne zdaj govorimo o prednicah, da je ona nekaj posebnega, da je ona lepa. Moški je bil nekaj ureden, ženska nič. Vse to se je tako močno zakodiralo v našo zavest, da zdaj pa čas, da mi počistimo in da postanemo res kraljice, da postanemo veličastne, da postanemo ta sveta ženska, ki dovoli svojemu moškemu, da je moški. Se pravi, ga ženska ne kastrira, kako mama kastrira svojega sina. Zadnjič sem govorila z eno gospo in ima 11-letnega sina. In ta 11-letni sin ga še vedno kliče žabica. Mislim, lepo, da mu reče ljubkovalno in tudi verjamem, ki je sinček majčkan žabica. Ampak pri 11 letih, glejte, zdaj oprostite mi, če koga sodim, ampak to je samo moje razmišljanje. Nimam sinov in verjamem, da je drugačen odnos, mama, hčerke, in jaz sem bila res blagoslovljena s temi mojimi 3 hčerkami, je drugačen, ker kakorkoli jih zalivam s to ljubeznijo ženske energije in jih učim sprejemati telo, biti kreativna, ustvarjati. To je moja naloga. Medtem, ko ženska, ki ima pa sina, je zanimivo, zdaj so se sprostile neke energije, ženska, ki ima pa sina in ga še vedno kliče žabica, mišek, pikec. Mali moj, a veste, kaj naredi? Naredi to, da ga v bistvu mu odvzame njegovo moško moč. In če mu mama odvzame to njegovo moško moč, ker lejte, predniki je bilo tako, ko je bil sin na začetku pubertete, je šel z moškimi loviti, je šel delati na polje, je delal moška dela, ker je postajal zrel. Medtem ko današnji moški, ko postaja zrel, igra igrce in mama ga kliče žabica. Veste, to pomeni, da na dolgi rok tak sin, ne vem, kdaj je ta prav čas, da se naredi res, ampak dejstvo je, da enkrat bo čas. In to ne vsaka mama sama presodi, kdaj je čas, ampak bi bil čas, da začne zabijati žeblje, da začne ustvarjati, da nekaj naredi, mogoče iz lesa, da nekaj posadi. A veste, na ta način bo on povezan z zemljo, s kreacijo in bo imel občutek, da nekaj zmore, da je moški. Se pravi, da ne bo še eno poženstveno bitje, ki ni v svoji moči. Pojmo nazaj na to kreacijo.
ta energija moškega tukaj zadaj je tako ljubeča zaobjema žensko in je največji. Se pravi, je on tisti, ki ljubeča zaobjema svojo žensko in je ženska tam na sred noter, da lahko zaobjame svojega otroka. In on še vedno objema otroka, ne? In ne tekmuje z otrokom, ampak zaobjema to svojo družino. In jaz res verjamem, da prihaja čas, nimam pojma, kdaj bo prišel ta čas, ampak prihaja preporod. No in čas je, da vsak izmed nas počisti to zlorabo, zlorabljeno energijo, sindrom Marije Magdalene, da smo zadovoljevalke, zadovoljevalci potreb drugih, da se razdajamo, da iščemo potrditev, da tekmujemo, tega ne potrebujemo več. Res verjamemo to, da obstaja obilje vsega, ampak res obilje vsega, in da ko se bomo vsak pri sebi pozdravili, mi ženske kot ženske, moški kot moški, takrat bo resnično lahko začela cveteti ta celica družine. In res verjamemo to, da družina je sveta. Družina je sveta celica nove kreacije. In kako se veselim tega novega obdobja, ker danes je portal, da ozavestimo tudi bolečine in se začenjajo celjenje najglobljih ran z namenom, da ustvarimo novo zemljo, da ustvarimo novo tisto, kar nas še čaka. In res verjamem, da je čas tukaj ta prav. Dajmo za konec še eno sporočilo s kart Prehod v novo dobo in naj vas pri tem, kar delate, spodbuja vse svetle sile. Pokličite jih vsak dan na pomoč in takrat, ko je najtežje, blagoslavljajte in prosite za zavedanje, kaj se učite. In karta, ki je prišla ven, je slovo. Kaj je tisto, kar ne sodi več v vaše življenje? Zahvalite se, poslovite se in v glavnem spet je karta 4 in dovolite, da se zgodijo v vašem življenju čudeži.